Le redko se zgodi, da se nekdo iz daljne Japonske odloči živeti v Sloveniji. Hidejukija Suzukija je v našo deželo ponesla glasba in prijateljstvo s tenoristom Timom Ribičem. Oba sta se spoznala v času študija na Graški univerzi in spletla vezi, ki so privedle do odločitve, da se Hidejuki preseli v Slovenijo in zaposli v zboru Mariborske opere. Najprej je težavo predstavljal jezik, a glasbeniku z izjemnim posluhom je dvojina šla hitro v uho. Slovenščina je zelo težko, ker jaz sem že učil prej angleščino in nemščino. Samo nemščino in angleščino tudi nimajo, primer midva, vidva. To nimajo, ne, vedno angleško in nemško tudi, japonščino sploh nimamo. Slovenščina, jaz sem učil samo internet stran, pogledam ali včasih napisal na Facebooku, pa to malo čitam otroške knjige, take risanke, ne. Nisem hodil tečaj, nič, do zdaj, ne, nikoli. 5 let nazaj, takrat nisem poznal slovenščino, ne. Pa je moj ata rekel, da Slovenci govorijo ful hitro. Jaz ne razumem nič, pa nekaj dosti govorijo, dosti beseda. Ja, seveda, če ne razumem nič, kaj to pomeni, pa to, non-stop, pa ne. To jaz tudi enkrat mislim, ne. Samo zdaj pa čim bolj razumem, pa ni bilo tako toliko pomeni. Ob vprašanju, kaj ga je prepričalo, zanimivo izpostavi kulinariko in medsebojne odnose ter prijaznost ljudi. Tu je bolj si vse posod imajo različni meso, ne. Mi nimamo toliko, ne. Pa mi nimamo tako domači meso, primer imajo svinjski meso, ne, tu, ne, domači nekoga že ima doma, ne. Pa seveda kultura, kaj je kultura drugačen, človek tudi ni isto. Ker pri nas bolj gužvo delajo, pa malo živčni ljudje vse posod na Japonskem. Pa tu pa bolj počasno tempo. Vsi so živčni tam, primer, na mesto Tokio, ne, tam je, gre hitro, moraš tako delati, moraš se navaditi. V začetku je bil največji izziv prilagajanje na življenje, posebej zanimivi so mu bili kurenti. Ja, to je dobro, ker to je za vsako leto imajo tu, ne, februarja. Ja, to vemo je, zakaj to pomeni, jaz sem to prej učil. Ja, to je dobro za pozitivno energijo, to vsako leto enkrat. Da je življenje lažje, so tukaj prijatelji. Kot pravi, si brez njih bivanja pri nas ne predstavlja. Ja, meni je všeč si, kaj je tu Slovenci, ljudje, ne, prijazni. Ker to je zelo važno, ker jaz sem tukaj 4 leta živim. Če nimam kolega, če nimam dober prijateljev, ne, okoli meni, to je težko živeti, ne. Pa seveda hrana tudi je odlično, to je zelo važno tudi. Japonci je vedno doma vse posodne. Sojna omaka, to je glavni okus, ne, če narediš nekaj, če kuhaš, kaj pohaš ali pečeš, vedno to rabimo. Pa samo tu je na Slovenijo pa dosti različni čimbe in sol, poper, to. Kljub prevajanju na slovensko hrano je glavna jed Japoncev še zmeraj riž. Jaz zdaj povem, jaz ne morem brez riža živeti. Imam non-stop tu pri meni doma riž, ne, taka kila, 2 kili, vedno non-stop imam, ne. To ne sme manjkati. Četudi je za marsikaterega Slovenca Japonska obljubljena dežela velikega tehnološkega napredka, se tudi tam čuti kriza, predvsem med mladimi. Ja, na Japonskem je zdaj trenutek malo kriza, zaradi si imajo službo problema, ker težko dobiš denarja tudi, pa tako jaz, neke mladini, ljudje imajo ogromno problema s tem, ne. Pa jaz mislim, da Slovenija tudi isto zgleda. Hidejuki je vsakodnevno povezan s petjem in glasbo, po čimer so marsikje znani tudi Japonci. Karaoke so tam del kulture. Karaoke, to je naša velika kultura, to je vsi hodijo, po službi, če nekoga ima rad, ne, hoditi, ne, ker ni tako drago. Mi imamo gostilno za karaoke, tam dobiš pijača, tako neke tisti lokale, ne, bar pa to isto. Dobiš pijača, pa imajo tam vse, cela komplet, mikrofoni, efekter, pa vse, zvočnik, vse imajo. Ko greš pet, ne, to je, veš, kakaj isto kvalitet, tako nekaj snemaš v studiu, tako se čutiš.
Čeprav svojo deželo pogreša, mu je Slovenija drugi dom. Ena prvih pesmi, ki se jo je naučil v slovenskem jeziku, je bila kar Slovenec sem.